Zelo sem vesel bil povabila. No. To povabilo je prišlo ravno v času, ko se začenja tako aktivno življenje vseh, ki jim je ljuba velika uhrca. Velike uhrce so ravno v tem času začele aktivno označevati svoj teritorij in danes je lepa priložnost, da mi pogledamo, kaj se v tem času dogaja z varstvom velike uhrce. Vesel sem tudi zato, ker ravno v tem korona času se je zgodilo ogromno stvari in ker so razmere malo drugačne, kot sicer jih zelo težko delim z vami, tako da upam, da boste skozi tole predavanje spoznali tiste stvari, ki so pomembne, če hočemo biti uspešni pri varovanju te lepe vrste. Na začetku bom zelo kratek nekaj o sami ekologiji, o razširjenosti vrste, potem bomo šli pa zelo hitro detaljno na varstveno problematiko. Skratka, velika uhrca je v Sloveniji relativno dobro razširjena. Novi ornitološki atlas ima zbranih, bi rekel, največ informacij o veliki uhrci. Njeno poznavanje je bistveno boljše, kot je bilo v preteklosti, kar vidite že iz te slike, se pravi, te roza kvadratki so novo stanje, črne pikce pa stanje izpred 25 let, kar smo v njej vedeli. V tem primeru ne gre direktno za porast razširjenosti, ampak za boljše poznavanje. Ne smemo si pa predstavljati, da je to poznavanje končno. Stvari v naravi nikoli ne poznamo do konca. In tako tudi ta slika v bistvu je zdaj stara 2 leti in že zastareva. Konkretno tukajle smo našli že nova gnezdišča. Še vedno zeva ta velika jugovzhodna luknja, ki tudi meni ni razložljiva, ampak bolj ko vrsto poznamo, več stvari si lahko o njej predstavljamo. Zdaj moram jaz sam pogledati, zakaj je meni tale malo zmrzen. Razširjenost velike uhrce gre v glavnem za nižinsko vrsto. Se pravi, v Slovenijo bomo iskali tudi v alpskem svetu po nižinah, kar lepo vidite iz grafa. No in njena najpogosta razširjenost je tudi tam, kjer je največ ozemlja v Sloveniji, se pravi med 200 in 400 metri nadmorske višine. Nekaj statistik o njej, se pravi, populacija v Sloveniji je ocenjena med 100 in 150 gnezdečimi pari. Ne gnezdijo vsako leto vsi pari, čeprav je to načeloma zelo dobro gnezdeča vrsta, je prehranski oportunist in nima problema ponavadi s hrano, tako da tudi v, bi rekel, slabših prehranskih letih lahko uspešno gnezdi. Tukaj mogoče zanimivost, kot gnezditveni prag smo navedli kar celo leto registracij, če smo uhrco slišali. Velika uhrca je izjemno navezana na svoje gnezdišče in če vi slišite uhrco se oglašati, ste lahko zanesljivo sigurni, da bo nekje blizu gnezdila, tudi če je to decembra, januarja ali pa kakšen, bi rekel, drug letni čas. Kako je v svetu? To je evroazijska vrsta, se pravi razširjena od zahodne Evrope pa na vzhod do same vzhodne Azije. Mi smo, bi rekel, relativno na robu njenega območja, v Afriki jo zamenjajo druge vrste, ampak vseeno, se pravi, vse sosednje države jo imajo, celo recimo Hrvaška pa naprej proti Balkanu zelo veliko in z tega vidika, bi rekel, Slovenija nikakor ne izstopa. Znanje o številčnosti je zanimivo bilo. Ko sem se jaz začel leta 1993 ukvarjati z veliko uhrco, smo vedeli za 3 gnezdeče pare, potem je ta krivulja rasla. Vidite nekaj prevojev te krivulje. Zelo pomembni preboji so se zgodili z organiziranjem gugalnic, to so bili skupinski popisi velike uhrce. Gugalnice jih imenujemo zato, ker na Krasu rečejo veliki uhrci gugo. No, to so bili taki majhni popisi prijateljev, ki so rasli, se pravi, že v 2000 letih in kasneje se nas je zbralo lahko več 10. No, proti koncu, se pravi, zadnja organizirana je bila pred COVID gugalnica leta marca 19,
preko 150 udeležencev in zanimivo je, to sem šele danes na predavanju opazil, da je ta krivulja v bistvu rasla zelo podobno. Se pravi, mi smo okrog leta 2015 dosegali število okrog 150 udeležencev, vmes je pa številka zelo hitro rasla. Skratka, zanimanje za Uhrco je imelo rezultate tudi odkrivanje novih Uhrc po Sloveniji in tukaj se pokaže zelo pomembna ta številčnost ljudi. Skratka, če se z vrsto ukvarja veliko ljudi, bo veliko neizbranega, kar zelo v prid govori neljubosumnosti v biologiji. Se pravi, mi moramo biti veseli vsakega, ki se bo lotil raziskovanja iste tematike, kot jo raziskujemo mi. O samem habitatu, predvsem za tiste, ki Uhrco manj poznate, se pravi, Uhrca rab nekaj ključnih sestavin v svojem življenjskem okolju. Sigurno je to gnezdišče. Zdaj večina populacije gnezdi v skalovju, opazi se neko prilagajanje na kamnolome, na nedelujoče dele kamnolomov. Potem drugače so pa še vedno skalne stene tiste, ki so najpomembnejše gnezdišče v Sloveniji. Drugo so seveda lovne površine. To je odprta mozaična krajina. Tukaj ni problem, če je ta krajina tik ob naseljih, če je krajina, važno je, da je odprta, važno je, da je čim bolj mozaična zaradi pestrosti plena. Druga pomembna stvar je pa, da je med gnezdiščem in med lovno površino majhna vertikalna razlika. Se pravi, stene visoko v Alpah, ki so, bi rekel, zaradi vertikalne razlike nedostopne, z odprtim svetom v dolinah so neprimerne, povsod, kjer je ta razdalja majhna, je pa seveda gnezdišče optimalno in tukaj ravno zaradi te lastnosti, recimo naš Kraški rob toliko izstopa, imamo odlično kulturno krajino in imamo odlične skalne stene na majhni vertikalni razliki. Za prehrano sem že ugotovil, da je to prehranski oportunist, se pravi, je praktično vse, kar je na voljo, ker je to velika vrsta, je ponudbe veliko. Tukaj na sliki v glavnem perje, seveda, ker ostanki plena na gnezdu ostanejo od ptic bistveno dlje oziroma so bolj opazni kot od sesalcev, ampak če bi pogledali kakšen povprečen izblok, bi videli, da je v njem polno, recimo konkretno v tem primeru lobanj voluharja. Še par pomembnih podatkov za današnjo bistvo predavanja, se pravi varstvo. Velika Uhrca je redka vrsta, se pravi v naravi že po svoji naravi je redka, ker je to velika vrsta na vrhu prehranjevalne verige. Zelo pomembno je, da živi po nižinah, tukaj je interakcij s človekom največ, se bomo kasneje navezali na to. Zelo velika vrsta, zaradi prav te lastnosti ima vrsta probleme z določenimi strukturami. Je K-strateg, to je mogoče manj razumljivo, ampak bistvo K-strategov, to so ponavadi dolgoživi organizmi, ki imajo malo mladičev, pa veliko energije vlagajo, da te mladiči preživijo. To so načeloma organizmi, ki so v stabilnih okoljih zelo uspešni. Tukaj recimo na sliki vidite mladiča in zadaj veliko mamo. In to je tipično, K-stratege vedno mladiče mame dolgo čuvajo, ker je zelo pomembno, da preživijo. Teritorialna vrsta, samotar, to je zelo pomembna lastnost, zaradi tega vrsta ne more do spoznanja napak iz ostalih, se pravi, ne more se učiti iz napak drugih osebkov, ker je samotar. Tudi samec od samice praktično nič ne more naučiti, ker nikoli, razen ob, bi rekel, najbolj intimnih trenutkih v gnezdenju ne živita skupaj. Popoln samotar, pa še zadnja stvar, da lovi s pomočjo preže, ta lastnost se je izkazala kot tudi ključno pri njenem varstvu. Skratka, velika Uhrca živi v nižinah ob človeku in ima zaradi tega en kup vplivov naših na njo. Ti vplivi so seveda lahko pozitivni, zaradi tega je več odprtih površin, ki so primerne za lov. Če bi bil vse gozd,
bi bila populacija manjša, in pa dodatna ponudba plena. Recimo tipična dodatna ponudba plena so podgane. Zelo pomemben plen v prehrani uhrce, lahko tudi ekološka past, če ljudje te podgane strupijo. Skratka, ni vse samo v dodatni ponudbi plena in ravno to, so lahko negativni vplivi, se pravi dodatna smrtnost zaradi prometa, elektrike, strupov in pa zaradi vznemirjanja na gnezdiščih. Vznemirjanje na gnezdiščih je bilo včasih prepoznano kot glavni omejujoč dejavnik uhrce. Se pravi, ko se je prebirala literatura, karkoli iskali, je bilo vznemirjanje na gnezdiščih tisto prvo, ki, bi rekel, omejuje njeno številčnost in definitivno imamo v interakciji s človekom en fenomen. Se pravi, človek in uhrca izbirata enake stene. V ponudbi vseh možnih sten, ki jih imamo, se bo en povprečen plezalec pa ena povprečna uhrca zagledala v isto steno. Zakaj do tega pride? To je zelo enostavno razložljivo, se pravi, uhrca išče varno steno, visoko steno. Išče južno orientirano steno, se pravi, ekspozicija je zelo pomembna. To je zaradi tega, ker vrsta ne spleta gnezd in je pomembno, da so gnezda nameščena na toplih, južno orientiranih policah. Naklon je seveda pomemben, ker spet pomeni varnost. Zelo položne stene niso niti več stene. Suhost spet zaradi gnezdenja, podobno kot ekspozicija, pomeni, bi rekel, primernost gnezdilne police z vidika poleganja jajc in valjenja. Razčlenjenost, ker vrsta ne spleta gnezd, je seveda razčlenjenost pomembna, ker to ponuja strukture, sploh kjer je možno gnezdenje. Lega je mogoče malo nerazumljiva, ampak lega pomeni lega v prostoru, se pravi bližina dostopnosti v primeru uhrce med loviščem in gnezdiščem, v primeru človeka pa dostopnosti med avtomobilom in plezališčem. In ta lega je popolnoma enaka, se pravi, ceste so po dolinah, kjer uhrca tudi lovi, in gnezdišča so fina, če so blizu tega. Se pravi, plezalci ne radi hodijo v plezališča nekam zelo visoko, uhrca pa ne zmore nositi plena nekam zelo visoko. Zanimivo je, da se je pokazalo pri analizi, bi rekel, obojega, da je tudi mir pomemben. Se pravi, plezalci imajo tudi radi plezališča, kjer je mir. Zelo malo imamo plezališč ob vsekih cest ali pa železnic, tik zraven, zaradi to, ker tam ni prijetno plezati. Jasno tudi gnezditi, ne. No, edina stvar v analizi, kjer se je pokazala razlika, je pa kvaliteta skale. Ta izraz plezalci zelo dobro poznajo. Kvaliteta skale pomeni krušljivost skale in imamo nekaj gnezdišč, kjer uhrca gnezdi v konglomeratnih stenah, se pravi zelo krušljivih stenah, kjer seveda plezanje ni mogoče in tukaj ima velika uhrca definitivno mir. In če pogledamo te lastnosti sten skozi plezalske oči, vidimo, zakaj so prva plezališča v Sloveniji, največja plezališča v Sloveniji nastajala točno v najboljših gnezdiščih velike uhrce. Recimo prvi tale primer je sigurno Sapska stena, ki je tukaj na sliki, ampak če gremo po celi Sloveniji, gremo recimo v Lijak, gremo v Bodešče, gremo v Završnico, kamorkoli bomo prišli na res neko dobro plezališče, veliko plezališče, bomo videli, da je predtem tam živela velika uhrca. Edina možnost, ki se kaže, je dogovor s plezalci in tukaj je potrebno zadeve razmejevati. Recimo na Gradiški turi se zdaj že kaže, da imamo očitno nek nov teritorij, ki ga prej desetletja nismo imeli, in samo če bomo razmejili te zadeve dobro, bo lahko sobivanje na relativno majhnih površinah. To je čisto enostavnega razloga, zato ker glede motnje v spomladanskem času en plezalec ali pa 100 plezalcev pomeni približno isto. Se pravi, mi uhrco čez dan splašimo, če je to v fazi inkubacije, je lahko že eno splašenje problematično in veliko boljša metoda je, da
tam, kjer plezajo ljudje, se koncentrirajo in na račun tega so večja območja nedotaknjena. Tega vidika je veliko komunikacije bilo narejene. Moram reči tudi, da je odnos med plezalci in Uhrco zdaj na bistveno boljši ravni, kot je bil pred leti. In jaz sem prepričan, da bo ta odnos še rastel. No? Se pravi, da bomo prišli do trenutka, ko bomo obojni veseli sobivanja enega in drugega in z malo razuma bomo lahko to dosegali tudi na zelo, bi rekel, majhnih površinah ali pa na površinah, kjer ta hip, bi rekel, sobivanje še ni možno. Zelo lep primer je primer Štrkljevce. Vsak, ki se v Sloveniji ukvarja z Uhrco, besedo Štrkljevca pozna, zato ker je to tako impozantna stena. To je ena stena na Kraškem robu nad Hrastovljami, iz Hrastovlj se jo vidi, ki je eno najbolj znanih gnezdišč velike Uhrce v Sloveniji. Da si predstavljate, ta stena je široka več kot 300 metrov in visoka tukaj le skoraj 100 metrov na najvišjem delu. No in Uhrca je v Štrkljevici zgodovinsko gnezdila, se pravi, vsi domačini so za dolga leta nazaj pomnili, da je Uhrca v Štrkljevici gnezdila. No, konec leta 1993 se je začelo plezanje v Štrkljevci, objavljen je bil vodiček v Sidarti, preko 30 smeri, na stotine klinov zvrtanih in leto in pol potem je Uhrca prenehala gnezditi in začelo se je, bi rekel, dolgo obdobje negnezdenja. Pogajanj, se pravi, kako bi dosegli, da bi se plezanje opustili. V tistem času je bilo veliko nezaupanja, se pravi, plezalci niso verjeli, da so oni razlog, da Uhrca ne gnezdi, no in na srečo smo v začetku leta 2003 uspeli preprečiti plezanje v steni. Leta 2002 smo uspeli doseči dogovor, da poskusno za 3 leta prepovemo plezanje in vidimo, kaj se bo zgodilo. No, potem je kolega Erik Švab, ki je bil avtor večine teh smeri, se pravi, on jih je večina navrtal, pomagal vse te smeri razopremiti, ker živimo v Sloveniji, predpisi delujejo samo, če smeri ni v steni, da se ne pleza. No in potem smo imeli maja 2005 tak prvi srečni dogodek, da je Uhrca po 10 letih spet gnezdila. No in ta dogodek je, bi rekel, zelo premaknil zaupanje. Se pravi, videlo se je, da je očitno plezanje res tisto, ki izključuje Uhrco. No in potem se je začelo, bi rekel, obdobje rednega gnezdenja. V povprečju sta bila 2-3 mladiči vsako leto. Se pravi, to ni bil osamljen primer, ampak je velika Uhrca do vključno leta 2010 redno gnezdila. No, potem se je pa konec leta 2010 zgodilo nekaj. Mimo stene so zgradili oziroma prenovili daljnovod s temi betonskimi stebri, o katerih bomo danes veliko slišali. In že naslednje leto smo imeli izpad gnezditve. Na podlagi obnašanja samca smo v bistvu lahko sklepali, da je izgubil samico in seveda smo imeli takrat že toliko znanja, da je bil razlog verjetno ta daljnovod. No, pol smo konec leta 2012 v sodelovanju z Elektro Primorsko pa Izoelektro podjetjem uspeli daljnovod izolirati. In potem se je začelo spet eno obdobje, bi rekel, srečnega gnezdenja velike Uhrce v Štrkljevci. Zdaj za letos še ne vemo, kako bo. Jaz sem optimist, čeprav bomo zdaj v predavanju videli, da ima Štrkljevca spet eno neprijetno novico, no, ampak o tem kasneje. Skratka, vidimo, ta daljnovod, ki je bil narejen, je bil velik problem in leta 2008 smo se v Sloveniji začeli ukvarjati s problematiko srednje napetostnih daljnovodov. Tudi literatura po svetu jih pripoznava kot ekološko past. Zakaj? Uhrca je zelo velik ptič, lovi s preže in teli stebri, ki jih vidite na sliki, so idealne preže za lov. Ker je samotar,
lovi vsaka sama in tudi, če elektrika na drogu en osebek ubije, drugi osebki tega ne vidijo in se ne morejo naučiti, da so drogovi problematični in seveda drogovi so stalno prisotni, stalno vabijo in pač vrsta se temu ne bo mogla prilagoditi. To so pa situacije, kakršne najdemo. V Sloveniji je bilo najdenih že na desetine teh primerov, recimo zadnji primer ubite uharce oziroma neubite poškodovane je bil pri Žalcu, zdajle pred 3-4 tedni. Uharca je sicer preživela, ima hude opekline in ni nujno, če zaradi tega ne bo izgubila peruti. Je pa se pravi nepolomljena, ampak pač, kot sem rekel, opekline so zaradi močne napetosti zelo hude. Opekline vedno najdemo, kar nam pomaga tudi na vsakem osebku, ki ga najdemo mrtvega, da prepoznamo, da je šlo res za elektroudar. Pri tem je treba poudariti, da tukaj ne gre za elektroudar, bi rekel, povezave med dvemi faznimi vodniki, ampak zemeljski stik, se pravi, uharca se z ponavadi perutjo dotakne žice in potem iskra preskoči skozi njeno telo in skozi steber v tla. Se pravi, ona v bistvu spelje elektriko mimo izolatorja. In v večini primerov je to zanjo takoj smrtno. Problem je pa, ker te smrtnosti nimajo nobenih opozoril, se pravi, elektrokucija ubija brez opozorila. To je zanimiv fenomen, da mi opažamo, da elektrokucija ubija ogromno število odraslih osebkov. Na tej sliki vidite dve raztegnjeni peruti mladega osebka spodaj in odraslega osebka zgoraj. Opazite to razliko v obarvanosti peres. Odrasel osebek ima vedno prisotna temna in svetla peresa, mlad osebek pa vedno samo svetla. To je čisto enostavnega razloga, ker mladiču ves perje zraste naenkrat in seveda zaradi sonca in vsega tudi bledi naenkrat. No, s starostjo pa začne osebek perje postopoma menjati. V enem letu zamenja približno tretjino vsega letalnega perja in seveda mlado perje je temnejše, ker je manj obledelo od sonca. Se pravi, če pogledamo perut, vidimo mlado pero, dlansko in potem za njim 3 leta ali pa 2 leti staro letalno pero. Na podlagi tega lahko pri uharci določamo starost do 6. leta na leto natančno, po 6. letu pa samo rečemo, da je odrasla. No in pri elektrokuciji je velik problem ubijanja odraslih osebkov. To je bilo celo dokazano, zakaj. Se pravi, odrasli osebki v krajini tudi uporabljajo veliko bolj dominantne preže, veliko bolj izpostavljene preže in tukaj lahko sklepamo, da dominantni so tisti, ki v glavnem posedajo po naših daljnovodih in so zaradi tega veliko bolj dojemljivi na to smrtnost. Kar je pa z varstvene biologije pomembno, skratka, če nekaj ubija teritorialne odrasle osebke, je to v naravi velika katastrofa. Skratka, mi z človeškega vidika gledamo, da so ponavadi večje katastrofe, če umrejo otroci, ampak z vidika populacije, stabilnosti družbe je tista reproduktivna faza pomembna in to so sigurno teritorialni samci in samice. Mi smo imeli leta 2015 en poskus telemetrije velike uharce, ki se je zelo hitro končal in končal se je z elektrokucijo. Po enem mesecu praktično je vrsto pri Domžalah ubila elektrika. Tukaj vidite sliko tega osebka z opeklinami okrog kljuna in oči. No in literatura navaja, da so te številke neverjetne. Se pravi, v Nemčiji so ugotovili, da več kot polovica mladičev vsakoletnih v populaciji ubije elektrika že v prvem letu. To so take številke, ki si jih človek težko predstavlja, da uharca uspe te stvari kompenzirati in to lahko kompenzira samo na račun nekih populacij izven, bi rekel, najbolj ogroženih območij, ki so seveda donorske populacije tem ponornim populacijam, kjer osebki enostavno ponikajo. In
Te daljnovodi so realna grožnja, se pravi, povsod jih imamo jih na tisoče, videli bomo tudi sliko kasneje, kako imamo razporejene in takele situacije so pogoste. Se pravi, mi do leta 2008 zanimivo tega problema sploh nismo identificirali. Zdaj, ko smo se pa začeli sistematično s tem ukvarjati, je pa ta problem prerastel. No in zdajle znotraj projekta ZAKRAS smo se lotili ene pomembne raziskave s telemetrijo UHRC. Jaz sem zelo vesel, da je telemetrija tako dobre rezultate dala že na samem začetku. Pomagačev ni bilo problem nikoli dobiti, ker je to tako atraktivna vrsta, da se vedno najdejo ljudje, ki radi pomagajo. Od, bi rekel, varovanja do tehnične pomoči in telemetrija ima par ključnih faz in čisto pri vsej se je kdo najdel, ki je pomagal. Prva faza je sigurno lov. Mi smo sprobali par metod lova, izkazalo se je, da je ena zelo uspešna in bi rekel, smo tam blizu 20-30% uspešnosti na večeren lov. To se sliši po eni strani malo, se pravi 3 do 4-krat moraš iti, da eno UHRC ujameš, ampak po drugi strani je pa to zelo, zelo uspešna stvar in prva faza je sigurno najbolj pomembna. Ti moraš UHRC ujeti na način, da jo ne poškoduješ. Seveda je pa tukaj šele začetek skrbi pri telemetriji. Jaz, ko sem se za telemetrijo odločil, si nisem predstavljal, da bo telemetrija vseeno čisto iz želje ne škodovati pomenila zame kar nekaj stresa. In zelo stresna je druga faza, nameščanje oddajnika. Ta faza je, bi rekel, zame bila presenetljivo enostavna z vidika krotkosti živali. Se pravi, UHRC absolutno ne rabi nobenega pokrivala čez oči, so popolnoma mirne med nameščanjem. V bistvu, kot bi zasedli na tako pasivno držo, se pravi, čisto brez odpora. Skratka, zelo, zelo pridni so bili v glavnem samci. In izkazalo se je, da je nameščanje zelo enostavno. Mi smo začeli z nameščanjem s pomočjo nahrbtnika, se pravi, s pomočjo enih posebnih teflonskih trakov se namesti oddajnik, ki deluje potem na hrbtu UHRC približno 2 leti, ker je zašit z sukancem, ki razpada na UV svetlobi, se pričakuje, da bo oddajnik v 3 do 4 letih odpadel. No, ampak kasneje smo prešli na metodo nožnih zank, ki se zdi meni še boljša. Na UHRC še ni bila sprobana, tako da so bile naše prve. Zelo, zelo v redu jo prenašajo. Bistvena lastnost nožnih zank je pa, da v primeru kakršnekoli pretrganine, naramnic ali vsega, oddajnik takoj odpade in ni možno, da bi oddajnik zaradi nečesa za osebka samo malo visel. Jaz sem se tudi odločil, da ne glede na to, da bodo oddajniki kasneje spontano odpadali, bom UHRC po zaključku, bi rekel, njihove službe polovil in jim te oddajnike odstranil, pa tudi pregledal, kakšen je bil vpliv samega oddajnika na sam osebek. In zaenkrat moram reči, da sem neverjetno zadovoljen, kako zadeve potekajo. Potem je tretja pomembna faza, brez katere si ne znamo predstavljati telemetrije oziroma zaradi česa se telemetrijo sploh gremo, to je pobiranje podatkov. Mi moramo pri telemetriji, kot je UHRC, se vrsti približati približno na 500 metrov, da lahko vse podatke preberemo. To so pa potem zelo, zelo natančni podatki, ki nam omogočajo, da vemo za UHRC praktično za vsak trenutek na par metrov natančno, kje se nahaja. Zdaj, podatki se prenašajo lahko z lahkoto, zato ker so v binarni obliki, se pravi v takile obliki, mi jih pol pretvorimo v nam čitljive oblike in dobimo na koncu, bi rekel, tisti rezultat, se pravi, ob določenem času je bila UHRC točno na tej lokaciji, kar je zaznano s pomočjo pač GPS pa GLONASS satelitov. Zelo pomembna
Faza je še programiranje oddajnikov, to je v glavnem nočno delo z računalnikom blizu uharce, se pravi, ponavadi moramo biti od nje okrog 300 metrov. Zdaj, to je potrebno zaradi tega, ker mi zaradi varčevanja z energijo vedno oddajnik naštimamo, da dela samo po noči, ker se zadeva tekom leta spreminja, moramo seveda to prenastaviti, včasih se izkaže, da bi tudi kakšne druge nastavitve radi popravili in to je seveda možno, če se živali približamo in s to enako anteno in računalnikom zadevo na njej prestavimo. No in zdaj s tistim najbolj zanimivimi stvarmi, ki nas zanimajo z varstvenega vidika. Najprej goli rezultati, se pravi, če pogledamo Kraški rob, mi smo prvi dan lova, ko smo dobili oddajnike, zelo smo jih čakali in že naslednji dan leteli loviti, zato ker se je sezona končala, ujeli kar 2 uharci sosednji. Zdaj se opravičujem, da ne bom preveč o imenih lokacij govoril med varuhi, no, pa nasplošno med, bi rekel, poročevalci velike uharce velja en bonton, da vse ne skušamo zadev zelo javnosti, zaradi tega, ker v porastu, bi rekel, fotografov in vsega se ne nadejamo kakšnih zelo, bi rekel, pogostih motenj oziroma jih želimo preprečiti. No, potem čez pol meseca tretja, imeli smo srečo, da smo ujeli vse, bi rekel, teritorialne sosedne samce. Lov se je nadaljeval potem v maju še z 2 sosednjima samcema, ki sta obmejna, se pravi polovico teritorija v Sloveniji, polovico v Italiji. In zelo hitro se je pokazalo, da imamo še enega, ki smo ga uspeli ujeti šele naslednje leto. No, poleg teh smo ujeli še teritorialne samce v 3 teritorijih na centralnem Krasu, ki niso prikazani. Kasneje bom pokazal še enega mladiča, smo opremili tudi s telemetrijo. Skratka, zaenkrat smo opremili 10 osebkov s telemetrijo, ki so zbrali na desetine tisočev podatkov, ki jih vidite v eni taki, bi rekel, zmanjšani obliki, za en del, se pravi za 6 teritorijev tudi tukaj na tej karti. No, potem so prišle pa tudi manj vesele novice. Prva, oktobra 2019, uharca z ožganinami, kasneje poginila, ni bila ubita takoj in vrsta očitno elektrošok preživela, kasneje pa zaradi nezmožnosti letenja in vsega dobesedno shirala. Potem ubita na licu meseca druga, istega meseca, istega leta, se pravi, te 2 uharci samca sta preživela v bistvu samo pol leta. No, potem pa junija lani še samca v tej isti štrkljevici, ki sem vam jo omenjal na prejšnjih slikah. Ta elektrokucija je bila malenkost drugačna od tistih prejšnjih, se pravi, bila je elektrokucija na elektriki železniške proge, konkretno na temle stebru. To je tik ob vasi Podpeč, je samca ubilo. No in mi smo takoj odreagirali, ker smo vedeli, da ima ta samec mladiče, ki jih ravno aktivno hrani, to je obdobje, ko samec in samica aktivno hranita. Smo šli čez en teden pogledati na gnezdo, kaj se dogaja. Mladiča sta bila videti zelo krepka, zato v bistvu nismo ukrepali, kar se tiče kakšnega dodatnega hranjenja. Smo pa na enega namestili oddajnik čist zato, da bomo preverjali, kaj se bo zgodilo z speljavo, a bo samica sama zmogla hranjenje mladičev in v bistvu smo bili zelo veseli. No, oba dva sta bila potem, tudi ta drugi je bil slišan, kasneje, ko je bil, bi rekel, ta z oddajnikom že zdavnaj izpeljan, se pravi, v juliju sta bila uspešno speljana in sta potem čez poletje bila še v gnezdišču, se normalno oglašala. Skratka, en lep primer, no, ki se pokaže, da bi rekel, v tej pozni gnezditvi lahko samica sama spelje mladiče.
Sama zgodba bi bila bistveno lepša, če se ne bi zgodilo tole. Se pravi, septembra je elektrika ubila tudi tega spremljenega mladiča. Malo pod gnezdom, se pravi 800 metrov od gnezdišča na daljnovodu. In s tem se je, bi rekel, zgodba te gnezditve praktično končala. Zato sem tudi dal tam ta vprašaj, kaj bo letos. Mi smo se naučili iz 2 primerov, se pravi tistih zgornjih 2 ubitih samcih, da pride nov samec, zelo hiter, v enem primeru prej kot v enem tednu se je pojavil nov samec. Če ne bi imeli, bi rekel, podatka in najdbe tega našega spremljenega samca, te zamenjave sploh ne bi registrirali. In podobno pričakujemo tudi v primeru štrkljevice. Se pravi, prišel bo nov samec, zagotovo, ker je to zelo impozantno gnezdišče, ki vabi. In v primeru, da nima seveda jasnega odpora teritorialnega, ga zelo hitro zasede nov samec. No in žal pa to kaže, kakšen velik problem je elektrika. Se pravi, ugotovili smo, da je smrtnost ogromna. Se pravi, menjava osebkov je popolnoma spregledana in naše najboljše populacije so v bistvu ponorne. Na Kraškem robu smo izgubili 3 teritorialne samce, 2 v pol leta, enega v dobrem letu. Tega se sploh nismo zavedali. In če hočemo videti, kje je problem, moramo začeti gledati podatke podrobno in tukaj par primerov analize, podrobne podatkov. Se pravi, vidimo, da sicer uharica zajema znotraj enega teritorija ogromen, se pravi, ponavadi je premer uporabe, se pravi, tega maksimalnega konveksnega poligona lokacij 10 kilometrov. In če pa pogledamo, kje so zgostitve, če naredimo recimo en tak izračun kernelskih gostot, vidimo, da uporablja določena območja bistveno pogostejše. To so v glavnem odprte površine ali pa bližina gnezdišča, pa skalne stene ob gnezdišču. To so, bi rekel, tiste stvari, ki jih uharica uporablja najpogostejše. In če pogledamo zdaj ta odprta območja blizu, pa pogledamo lokacijo od blizu, zelo hitro opazimo nekaj. To je bilo zame šokantno, ampak ene lokacije se nam takole v obliki črt razporejajo in tukaj se tudi na sliki vidi, da potekajo žice tukaj. Se pravi, to je daljnovod in uharica je poleg tega ostarelega hrasta tukaj z gostitvijo in še nekaterih drugih osamelih dreves uporabljala stebre. Praktično na vsakega se je usedla. In to je, bi rekel, tista stvar, ki je pri tej zgodbi najbolj žalostna. Se pravi, mi imamo res tukaj eno strukturo, ki se je uharica ne more upreti, ne znamo jo pa naučiti, da ta struktura ni varna. Če pogledamo premike, vidimo celo, da včasih je primer, ko gre vrsta linijsko, se pravi, najprej na en steber, potem, če nič ne ujame, verjetno na drugega, naprej na tretjega. Skratka, te zadeve lahko uporablja v eni noči veliko stebrov. Te premiki nam marsikaj razkrijejo. Kot zanimivost, tukaj vidite na sredi center teritorija, kamor se stekajo, bi rekel, vse poti, ki jih ima ona sama, ampak opazite tukaj na jugu 2 taki impozantni točki, ki izstopata. Zdaj, to sta z drugega primera, to je obramba južne meje, se po domače reče. To je grebenska točka, ki jo uporablja uharica za označevanje teritorija in ko analiziraš podatke, vidiš, da se na njej v tisti najbolj pomembni gnezditveni fazi, se pravi februarja, marca, pa začetku aprila, pojavi vsak večer za 15 minut. Zato so tudi, če gremo nazaj, črte iz gnezdišča v glavnem tja ravne, ker leti na južno mejo, potem pa nekako počasi nazaj. In to nam veliko pokaže, kako pomembno je šteti uharice zvečer na gnezdiščih, ker imamo lahko drugačno napako, če jo poslušamo recimo po večernem petju, ko ona začne v gnezdišču, že čez 20 minut jo lahko poslušamo 4 kilometre stran.
Druga stvar, ki si nisem nikoli predstavljal, da mi bo telemetrija sploh odkrila, je vznemirjanje uhrce čez dan. Mi imamo zaradi varčevanja energije na oddajnikih izklopljene oddajnike čez dan, se pravi, takrat, ko se zdani in takrat, ko se zvečeri, vmes ne vemo, kaj se dogaja. Zelo pomembna je pa zadnja točka in pa seveda pol prva točka v večeru. In če mi te dve točki preverjamo, lahko sklepamo, se uhrca čez dan kaj prestavlja. Uhrce se čez dan zelo malo prestavljajo in ena zanimiva stvar, ki izstopa so točke, recimo tukaj v tem primeru sem primerjal točke med februarjem in aprilom. In opazite, rumene pikce so ponavadi pokrite z oranžnimi krogci. Se pravi, rumena pikca je jutro februarja, oranžna pikca je pa večer februarja, kar pomeni tam, ko je šla uhrca spat, to pomeni, one po dnevu spijo, tam se je tudi zvečer zbudila. No, če pogledamo april, to so pa te oranžni veliki krogi brez obrobe, pa vidite, da na njih ponavadi ali pa ob njih manjka rdeča obrobljena pikca. Kje pa so te rdeče obrobljene pikce? Zdaj, jasno, nam telemetrija omogoča, da vsaki poiščemo svoj par, ampak opazite, da so te pikce v glavnem 200 do 300 metrov stran, kar pomeni, da se je uhrca spreletela na nekaj 100 metrov in da je potem tam se aktivirala zvečer in od tam naprej začela spet nočno življenje. Jaz sem bil osupel, da se to dogaja aprila, kaj je razlog, šel sem ga tudi pogledat in ga zelo hitro najdem. Nabiranje šparglov na teh, bi rekel, južno orientiranih pobočjih Kraškega roba. Vi imate praktično na vseh teh območjih človeka, vsaj na vsako uro, na vsake 2 uri, takrat, ko je sezona šparglov, in to se zelo lepo pokaže na telemetriji. Se pravi, uhrce v bistvu v tistem času nimajo miru in je pa zelo pomembno, se pravi, marc, april, to so zelo pomembni gnezdilni trenutki in to je ena čisto nova dimenzija, ki nam jo je telemetrija pokazala. Pokazala nam je marsikaj, nekaj bolj varstveno aplikativnega, nekaj manj, recimo tale prehranski oportunizem je zelo zanimiv. To je ena farma na Kraškem robu, kjer se je izkazalo, da je dobila ogromno gradacijo glodalcev, miši, in uhrca je to takoj zaznala. Se pravi, takoj si imel tam praktično celo noč lokacije, samo na farmi in praktično nič okrog po drugih delih lovišča, dokler so bile miši. No in to kaže na to, bi rekel, na ta prehranski oportunizem vrste, ki nam ga telemetrija razkrije lahko v čisto drugih dimenzijah, kot smo vajeni pri klasičnem, bi rekel, proučevanju. Na splošno informacije, ki jih dobimo, so neverjetne. Tukaj vsi poznate osapsko vdornico, pa mišjo peč in ni težko videti, kje je uhrca najrajš, ali spodaj po ravninah lovi, ali pa po robu označuje teritorij. Uhrca, tukaj je zdaj nov par, ki se je pojavil in tukaj na tej sliki mogoče ne vidite ene zanimive zakonitosti, ampak ko podložimo mi elektriko, opazimo, da imamo spet določene točke v ravni črti. Tukaj z rdečo so označeni daljnovodni stebri in vidite, da ni čisto na nobenem ni umanjkala. Se pravi, v določenem časovnem obdobju je obiskala čisto vse, kar spet kaže, seveda uporablja tudi druga območja, ampak za njo je nevarno srečanje z stebrom lahko enkrat v sezoni dovolj, da se pač njeno življenje konča. In bi rekel, ta slika kaže, kako pomembno je ukrepati na teh mestih. No in mi imamo srečo, da znotraj kohezijskega projekta za Kras, tole isto sliko, ki je zdaj obkrožena, bom pokazal malo drugačni perspektivi, izvajamo izolacijo stebrov, se pravi, pomembna je izolacija samo ob
drogu, tam, kjer uharica sedi, se pravi približno 60 do 80 centimetrov žice mora biti izolirane in zadeva postane popolnoma varna za njo. Ko boste hodili po Krasu, boste tega videli kar veliko, ne se čuditi, pač to je prijem, kako sanirati konstrukcijo, ki je neprimerna, in moram reči, da sem zelo vesel in zelo zadovoljen nad izvedbo, ki jo dela Elektro Primorska. To je eden na sliki od več kot 1200 izoliranih stebrov na Krasu in to je znotraj tega kohezijskega projekta, vodilni partner so Park Škocjanske jame, no in res sem zelo vesel, da bi rekel, je Elektro Primorska tako pozitivno pristopila tudi tukaj zraven. Ogromno smo se vsi naučili eno od drugega, tudi opeti bolj težavnih, se pravi z izoliranim kratkim vodnikom nad dvojnim opetjem in to izolativno kapico na glavnem vodniku. Zadeve funkcionirajo in malo imamo še testa, kako bodo funkcionirale ob močni burji, ampak zaenkrat se kapice zelo dobro držijo in jaz upam, da bomo lahko hitro to, bi rekel, zelo kvalitetno zaznali na rezultatih številčnosti. Na rezultatih številčnosti bomo vseeno mogli veliko delati, zato ker s tem projektom smo izorili to območje Slovenije. Na sliki so pa prikazani srednje napetostni daljnovodi v Sloveniji, se pravi, imamo jih na tisoče kilometrov in ogromno dela nas še čaka, če bomo hoteli zadevo, bi rekel, prestaviti na višji nivo, da se bo to poznalo na sami populaciji. In definitivno se bomo z tega ogromno naučili, učimo se ravno na podlagi telemetrije, ki nam daje krasne podatke. Se pravi, mi imamo natančne podatke zdaj o tem, kako so uharice uporabljale prostor, se pravi, imamo lokacijo, ki je neverjetno natančna. Ptiči, ki so višje v prostoru, ponavadi na vzvišenih mestih ali pa v letu, zajemajo lokacije še bolj natančno. Imamo podatek jasno o času, o hitrosti, ta slednji ni toliko natančen, ampak na srečo imamo podatke tudi o pospeških, se pravi akcelerometer, ki nam pomaga določiti, kakšna je bila aktivnost živali v danem trenutku. Se pravi, če se je oddajnik tresel, premikal, je vrsta letela, če je popolnoma miroval, je sedela. Skratka, mi lahko te podatke ekstrahiramo in nam ekstremno pomagajo, če hočemo razbrati njeno gibanje, se pravi, mi lahko potem podatke filtrirane uporabimo samo tiste, kjer je uharica uporabljala nekaj kot prežo, kjer je sedela. To je podatek recimo v njenem aktivnem delu dneva, se pravi noči, ko miruje. Ko imamo te podatke, seveda se lahko z njimi igramo. Zelo pomembno igranje s podatki je, da pogledamo, kako uporabljajo stebre. To delamo lahko strojno, lahko delamo seveda strojno zaradi tega, ker združimo podatek o lokaciji stebra in podatek o našem pojavljanju vrste. Te zadeve lahko pol celo štejemo, se pravi, kolikrat je bila na posameznemu stebru, kar nam pove hitro, se pravi, koliko prioriteten, po domač povedan, bi bil ta steber za izolacijo. In zelo pomembno pa je, da mi lahko vse te preže analiziramo tudi z vidika verjetnosti, da se bo uharica na njih pojavljala glede na posamezne spremenljivke. Habitat, oddaljenost od gnezda, višinsko razliko med gnezdom pa stebrom, kar nam omogoča, da bomo lahko naredili en tak učni primer za celo Slovenijo. Se pravi, mi bomo lahko na podlagi gnezdišč, ki jih imamo, ste videli, že preko 100 registriranih v Sloveniji, naredili neko prioritetno listo območij, ki so naslednja na vrsti za izolacijo. To bo eden od glavnih ciljev. Seveda nam prostorska statistika tukaj
zelo veliko pomaga in analiza ravno, bi rekel, vsakega stebra, pa na ključnih točk v območju, pa bi rekel, stebrov, ki jih ne uporablja, da bomo naredili na koncu nek model, po kakšnih zakonitostih Uhrca uporablja stebre v celi Sloveniji, se pravi, ne samo na Krasu, ne samo na Kraškem robu, kjer jih proučujemo, in seveda potem aplikacija, da najdemo prioritetno območje za sanacijo. To je sigurno prva varstvena prioriteta v naslednjih letih. Se pravi, iskanje prioritet in delo na teh območjih. Druga, ki sem jo še bolj vesel, je iskanje nove tehnične rešitve srednje napetostnih stebrov. Jaz sem zelo vesel, ampak v tem gospodarskem interesnem združenju elektrodistributerjev so nas v bistvu zelo z veseljem poslušali in sprejeli in dogovorjeni smo, da bomo skupaj iskali rešitve, ki jih bomo skušali uvesti kot novi standard. Se pravi, skonstruirati z znanjem biologov in znanjem električarjev nek nov steber, ki bo varen za Uhrco dolgoročno, in če vemo, da so stebri približno 30 let dolgoživi, bomo imeli čez 30 let rešeno vso Slovenijo. 30 let je pa manj. Pred 30 leti sem se začel ukvarjati z Uhrco, pa se mi zdi včeraj. Tako da ta stvar je sigurno ena od pomembnih prioritet. Prej sem omenil 4 najpomembnejše faze, pa je pa še 5. To je izpust, tukaj na sliki je ruj, pri zadnjem samcu, to je 14 dni nazaj, en samec opremljen in izpuščen. Zakaj je ta faza zelo pomembna? No, to je faza, ki v bistvu te ne pusti mirnega, dokler ni zaključena, zato ker kot opremljevalec z oddajnikom si vedno v stresu, bo Uhrca normalno zletela, bo vse v redu, a si vse nastavitve nastavil, a si oddajnik sploh pržgal, to bi bila največja mora, da bi Uhrco spustil z ugasnjenim oddajnikom in podobno. No, skratka, ko vidiš, da je Uhrca zletela, potem je naslednja faza gledati na računalnik, če pošilja podatke, potem je pa tista prva kljukica, oddajnik dela, Uhrca je zletela, no, pa so tukaj še stresne faze. Zelo stresna je prvi teden, ko pobiraš podatke, kako se je obnašala, je vse normalno, a bi jo lahko oddajnik kaj oviral. No, na srečo zaenkrat še nimamo slabe izkušnje. In je zelo lepo videti, da jih dobro prenašajo. Imeli smo tudi več takih zanimivih pripetljajev. En je bil ta tukaj malo šaljiva slika, ki je naredil en malo slabši mobitel. Skratka, vidi se, kdo je angel, pa kdo je parkelj na tej sliki. Jaz sem imel velike, bi rekel, strese, ali bo šlo vse v redu in vse delam prav. Zato sem mogoče kar malo preveč energije vlagal v to, da sem vse pač 3-krat, 4-krat preveril, ampak mislim, da se je na koncu zelo splačalo. Zdajle, slab mesec nazaj, smo imeli tudi en lep dogodek. Iz prvega samca smo vzeli oddajnik dol. To je bil samec, ki smo ga prvega sploh v projektu ujeli in je nosil oddajnik skoraj 2 leti. Vidite, zbral je čez 16.000 uporabnih točk, se pravi že odfiltriranih točk, kar je neverjetno. No, in zelo pomembno zame je, da sem tega samca spet držal v rokah in dejansko videl, da nima pod oddajnikom uničenega perja, da nima, bi rekel, nekih žoljevin na ramah zaradi nahrbtnika, da je v normalni kondiciji, da je dovolj težek, vse te stvari, in to kaže, da telemetrija ne pušča nekih posledic, in jaz upam, da bo ta samec je zdaj star 5 let, ko smo ga ujeli, je bil star 3 leta, da bo še dolgo živel. Kot zanimivost, Uhrce komot živijo čez 50 let, ne, se pravi, so zelo dolgoživi organizmi. Druga stvar, ki smo se jo lotili, so žive kamere, zato, da se bomo naučili ogromno o Uhrcah, pa tudi zato, da bomo navdušili še koga za varstvo velike Uhrce.
Nastavili smo 2 kameri, tukaj le mogoče en posnetek te konkretne, ki jo gledate na Kraškem robu. Ti odnosi samca in samico, to je bilo zdaj 1 mesec nazaj sneman, so neverjetni. Ona dva, kljub temu, da sta, bi rekel, par, se vedeta zelo zanimiv, ampak vidite ta prehod tako boječe mimo gospe. Ona gre pa pol seveda preverjati, kaj je on uredil. On vedno ureja zvečer gnezdišče, ona ga pa kontrolira, je prava dama, ne ureja kaj dosti stvari. In jaz upam, da bo letos tukaj le uspešno gnezditev, takrat bomo dali tudi to kamero živo, trenutno še ni. No, ta gnezdišče je imel problem tega ubitja samca leta 2019, oktobra, in lani sta že uspešno gnezdila, ampak enih 30 metrov stran od kamere. Skratka, ne na kameri, na novi lokaciji, to je pa stara lokacija, kjer je gnezdil ta par prej. No, in letos kaže, da bo, čeprav se veste, obljubljati teh stvari se ne da, je pa zelo zanimivo to opazovati. No, te posnetki bodo tudi pol zbrani in dostopni. Že zdaj je 1 kamera dostopna. Gremo mi kar naprej. Ta kamera je dostopna na tej spletni strani. Trenutno je dogajanje tukaj zelo podobno lanskemu, se pravi, v februarju se še nič ne dogaja, konec februarja se je pa lani kar naenkrat začel. Eni zanimivi posnetki so zbrani tukaj le ob strani potem, da si jih lahko gledate. No, zanimiva stvar, ki smo jo odkrili s to kamero, je, da gre očitno za sterilno samico. Samica že v letu 2019 ni izlegla jajc, vedla se je pa tako kot ena taka namišljena nosečnost. Se pravi, ona je valila, obračala stvari, kamenčke pod sabo in praktično 2 meseca ležala na tleh. Jajc pa ni znesla, samce je hranil, vse normalno. No in zelo zanimivo bo letos spremljati, kaj je. Bi pa rekel nasplošno, po obrazni maski in po sami podobi samice, da gre za zelo staro samico. In čisto možno je, da imamo primer, bi rekel, sterilnosti. Da sklepamo, da je samica sterilna, je zato, ker enostavno ne odloži jajc. V nasprotnem primeru bi bila jajca poležena, pa ne zvalena. In bo zelo zanimivo spremljati to gnezdo, tako da vas vabim, tam v začetku marca se bodo začele dogajati stvari. Na splošno se pa na, bi rekel, delu o uharci dogaja veliko. To je znotraj projekta Like, to je bil en Interreg projekt, ki se je lani zaključil. Naredil se je vneševalnik, ki je prilagojen, bi rekel, prav uharci gnezdišč. Tukaj imamo vedno ta problem, da je nekdo varuh svojega gnezdišča, pa ni dobro razkrivati vsem teh lokacij, tako da bomo imeli sistem, ko bo nekdo lahko zelo natančno za svoje uharce vnašal, pa drugi tega vse ne bodo videli v taki podobi, kot bi si kakšen, ki bi jo šel rad samo slikati, želel. No in zadeve, bi rekel, zelo lepo laufajo. Spletna stran je narejena znotraj tega projekta, ki daje ključne informacije o samem. Narejena so promocijska gradiva, naredili smo ene zelo luštne majice, Gregor Bernard jih je oblikoval in ponazarjajo, da varuhom srce bije tako, kakor uharca uha, se pravi, sonogram pa bitje srca sta si očitno res v neki neverjetni podobnosti in zelo fino je, ker so, bi rekel, to znotraj projekta zelo lepo zapopadli tudi Hrvatje. Tako da zdaj te popisi uharce so poleg Slovenije že v Črni gori, pa na Hrvaškem. Bi rekel, zelo lepo so se začeli pri nas, ampak po številčnosti najdenih uharc, jasno zaradi izjemnih habitatov, nas pa Hrvatje in Črnogorci močno prekašajo. Se pravi, tam uharca res živi v velikih gostotah in v bistveno večji številčnosti kot v Sloveniji. Ampak to ne pomeni, da Slovenci s svojo številčnostjo nismo toliko bolj zagnani in uspešni. Tako da jaz vas ob koncu vabim na popise, ki se zdajle začenjajo. Mi bomo na spletni strani objavili, kako bo to letos potekalo. Žal
tiste klasične gugalnice, se pravi nekega druženja, izmenjave izkušenj, na koncu, bi rekel, kramljanja s prijatelji ne bo. Bomo pa naredili vse nekaj podobnega. Jaz sem se odločil, da bomo naredili, bi rekel, tak individualni popis. Jaz bom šel na Kras, vsak, ki bo prišel na Kras, mu bom dal majčko, dostavil ali na točko, ali se bomo pa na začetku pred popisom dobili individualno za prevzem materialov. Skratka, o teh stvareh boste obveščeni zdajle v naslednjih dneh prek Dobsove spletne strani in pa seveda prek tisti, ki smo v kontaktu mojega maila, in bom vesel, če bomo kljub temu, da se ne smemo družiti in veseliti, zadevo izpeljali tako, kot jo ponavadi izpeljemo, se pravi, da bomo številčni, ker samo na ta način, bi rekel, se res lahko stvari premaknejo. Jaz se vam za danes zahvaljujem. Malo sem bil dolg, vedno pozabim gledati na uro, ampak obljubil sem, da bom krajši, upam, da vam je bilo všeč, pa upam, da se vidimo naslednjič na terenu. Hvala.